webinarjem pričeli. Torej, moje ime je Helena Vogrinec in sem ravnateljica Višje strokovne šole na Dobi. Res sem vesela, da se nas je na današnjem webinarju zbralo toliko in vas še po tej poti enkrat obveščam, da bomo današnji webinar snemali. Posnetek webinarja bo objavljen na Dobini spletnih straneh na zavihku Doba znanja. Torej, o čem se bomo danes pogovarjali, kaj so cilji? Predstavila bom temeljne principe načrtovanja webinarja, seveda, kaj vse vpliva na to, ko webinar načrtujemo, katera osnovna pravila komunikacije je potrebno upoštevati, kako pripravimo predstavitev, kakšna so pravila, torej priprave same predstavitve, ter na kaj moramo biti pozorni med samim webinarjem in tudi po webinarju. Webinar je dober, če aktivno vključujemo tudi udeležence, tako bom predstavila tudi eno izmed orodij, ki omogočajo aktivno vključevanje udeležencev. Preden pa nadaljujem, bi prosila, da vsi izklopite mikrofone, zato ker se drugače v ozadju tako nekako pojavi odmev, pa tudi slišimo, kaj vse se dogaja v vaših pisarnah, sobah, s kom govorite. Tako dajmo, prosim, izklopiti mikrofone. Na kakšen način boste pri današnjem webinarju lahko sodelovali? Načinov sodelovanja je več. Lahko sodelujete z sliko in glasom. Prosim vas, da če želite karkoli povedati, da dvignete roko in počakajte, da dobite besedo. Roko lahko dvignete tako, da se z miško pomaknete na dno zaslona. Včasih zadostuje že, da miško premaknete in se pojavi na dnu zaslona en trak. Tam izberete Participants in se bo odprlo manjše okno. Videli boste gumba Invite in Mute Me ter gumb s 3 pikicami. Kliknite na 3 pikice in izberete Raise Hand. Nekateri boste morda že takoj videli možnost Raise Hand. Na tak način boste torej dvignili roko oziroma opozorili, da želite nekaj povedati. Ko boste dobili besedo, bodite pozorni na to, da imate vklopljen mikrofon. Tega boste našli tako čisto levo spodaj. Če je prečrtan, pomeni, da je izklopljen. Če mikrofon ni prečrtan, pomeni, da je vklopljen in da lahko govorite. Zraven mikrofona boste videli tudi eno takšno ikono kamere. Če je prečrtana, vaša kamera ni vklopljena. Če ni, seveda je kamera vklopljena. In še enkrat predlagam, da imamo razen mene, ki seveda izvajam ta webinar, vsi ostali mikrofone izključene, kadar ne govorimo. Zdaj, če pogledamo še nekaj terminologije, torej, ko govorimo o webinarju, v bistvu mislimo spletne seminarje, torej seminarje, ki se izvajajo online. Vem, da je med vami gotovo že veliko takšnih, ki izkušnje za webinarje imate, ker je bila seveda situacija v preteklem, pa zdaj že lahko rečemo letu in pol takšna, da se je marsikdo moral priučiti uporabe različnih online orodij, torej tudi izvajanja webinarjev. Zato vas bom zdaj prosila, da nam boste povedali, na kakšen način ste pri webinarjih sodelovali. Zato, da boste lahko to storili, boste potrebovali mobilni telefon, tablico ali računalnik. Namreč sodelovali boste preko orodja Slido. Torej, vzamite v roke najbolje telefone in v iskalno vrstico v brskalniku tipkajte slido.com. Ko boste prišli na spletno stran Slida, boste zgoraj videli zapis Joining as Participant. V levo bo pa eno okence, kamor boste morali zapisati kodo, s katero se boste prijavili v mojo prezentacijo, in ta koda bo sedaj vidna na naslednjem slidu. Torej, morate vtipkati Lojtra, velike H, 086.
in se bo na vaših telefonih, lahko tudi na tablicah, ali računalnikih, bo se pojavil zdaj tale, rečemo temu vprašanje z več odgovori, vas prosim, da izberete enega. Kot vidite, je približno 40% torej sodelovalo v webinarjih tako kot udeleženci, kot tudi predavatelji, in nekaj malega več kot polovica se je do sedaj webinarjev udeleževala samo kot udeleženci. Pa poglejmo zdaj, torej, nekam smo preskočili, samo trenutek. Tako. In nekateri samo kot predavatelji in učitelji, vidite, treba je nekaj dalj časa počakati, da se nam vsi rezultati naložijo. Dobro pa je, da se rezultati naložijo sproti in lahko tudi udeleženci spremljajo, kakšni so rezultati tega vprašanja. No, poglejmo, katera osnovna pravila veljajo pri videokomunikaciji. Zelo pomembno je, da zmeraj uporabljamo slušalke z mikrofonom. Vem, da ima veliko ljudi prenosne računalnike, tudi sama ga imam. In prenosni računalniki imajo mikrofone in zvočnike že vgrajene. Vendar so nam izkušnje pokazale, da je takrat, kadar uporabljamo mikrofon, ki je vgrajen recimo v prenosni računalnik, kvaliteta zvoka izjemno slaba. Glasnost je neenakomerna, pogosto se pojavlja tudi odmev. In vse to je seveda za udeležence webinarja moteče. Zato je najbolje, da uporabljate slušalke z mikrofonom, ki zagotavljajo, da je zvok res dober in govor predavatelja tako razločen. Zelo dobro je tudi, da pri tem, ko izvajate webinarje, vsaj kot predavatelji ves čas uporabljate kamero. Vemo, da je pri podajanju informacij zraven seveda besedna komunikacija izjemno pomembna tudi nebesedna komunikacija. In kamera, če je vklopljena, na nek način predavatelja približa udeležencem. Če kamere nimate vklopljene, poskrbite za to, da se boste držali nasmeh, zaradi tega, ker se tak nasmešek pozna v intonaciji glasu. Potem je pomembno seveda tudi, da izključimo vse moteče faktorje. Se pravi, izklopimo radio, televizijo, mobilni telefon, stacionarni telefon. Recimo za primer, jaz izvajam ta webinar iz svoje pisarne in sem na vrata pisarne nalepila listek, ne moti webinar v teku. Tako moji sodelavci vedo, da ne morejo priti k meni v pisarno, pa tudi to vedo, da ni dobro, da so morda bolj glasni na hodniku, ker bo tudi to motilo našo izvedbo webinarja. Seveda je za samo izvedbo webinarja načrtovanje ključno. Tako je pač pri večini stvari v življenju, načrtovanje je izjemno pomembno. Zdaj pri načrtovanju samem seveda načrtujemo vsebino, načrtujemo kdaj bomo in na kakšen način bomo vključevali sodelavce, ampak zdaj pa seveda vprašanje, kaj je tisto, kar najbolj vpliva na načrtovanje webinarja kot takega. No, ker vas je velika večina, videli smo 50% kot udeleženec in predavatelj in vsaj 15% kot učitelj oziroma predavatelj, označila, da ste webinarje že izvajali, pa bom vas poprosila, da boste nam pomagali pri tem, da bomo prišli do tega, kaj je tisto, kar najbolj vpliva na načrtovanje webinarja. Torej, vaša udeležba bo potekala na takšen način, da boste zopet s pomočjo orodja Slido
vpisali besedo ali besedno zvezo, torej to, kar po vašem mnenju najbolj vpliva na to, kako načrtujemo webinar. Torej, vzamite v roke telefon. Čas, ja. Kar pogumno. Zdajle tudi vidite, a ne, da se s to sliko nekaj dogaja. Tiste besede, ki jih je zapisalo več udeležencev, so napisane večje in krepkeje. Torej, zdaj bi lahko nekako se bo slika še spreminjala, ampak glede na trenutno zapisano, je torej čas tisti, ki pomembno vpliva na načrtovanje webinarja, seveda vsebina, število udeležencev, profil udeležencev, vsebina predstavitev, velikost skupine, platforma, seveda, ki jo uporabljamo, predznanje izvajalcev in udeležencev. Mislim, da smo nekako že dokaj dobro zapisali, torej kaj je tisto, kar najbolj vpliva na načrtovanje webinarja, pa naredimo nekako en povzetek. Torej, pri načrtovanju webinarja je izjemno pomembno, da vemo, kdo je naša ciljna skupina. Torej, kateri so tisti ljudje, ki se bodo našega webinarja udeležili. Jasno je, da bodo pri udeležencih razlike v znanju in kompetencah, kar pomeni seveda, da moramo webinar načrtovati tako, da se bodo nekaj naučili tisti, ki tematiko že relativno dobro poznajo, hkrati seveda pa moramo poskrbeti, da bodo lahko našemu izvajanju sledili tudi tisti, ki te tematike še ne poznajo in se bodo tudi ti nekaj naučili. Zelo pomembno je seveda tudi to, kaj so pričakovani učni izidi. Torej, kaj bi mi želeli, da se bodo udeleženci naučili in kaj bi naj udeleženci delili med seboj. Potem je seveda izjemno pomembna vsebina in sama priprava predstavitve, o kateri bomo kasneje še nekoliko spregovorili. Izjemno pomembna pa je tudi interakcija, torej da udeležence v samo izvajanje webinarja vključujemo, da skupaj z nami nekako gradijo webinar. Zdaj, izkušnje so nam pokazale, pa lahko rečem, da imamo kar 20-letne izkušnje za izvajanje webinarjev, da se udeleženci izjemno neradi izpostavljajo z imenom in z slikom. Se pravi, če bomo pripravili webinar tako, da bomo pričakovali, da se bodo neki zunanji udeleženci, kot ste morda danes tudi vi, aktivno vključevali z zvokom in sliko, se nam kaj lahko zgodi, da temu ne bo tako. Zato je prav, da pripravimo aktivnosti, ki omogočajo tistim, ki želijo ostati anonimni, da to tudi ostanejo. Zato mi tudi danes uporabljamo orodje Slido, kjer lahko vsi udeleženci prispevajo, ni pa nujno, da se izpostavljajo. Seveda je potrebno, da te aktivnosti pripravimo naprej in da tudi v okviru same priprave prezentacije določimo, na katerem mestu jih bomo vključevali in na kakšen način. Zdaj, teh orodij, ki omogočajo interakcijo, je izjemno veliko. Vse v zadnjem letu jih je res nastalo zelo veliko in večina teh orodij, med njimi je tudi orodje Slido, so na osnovni ravni brezplačna. Torej, do neke mere v omejenem obsegu jih lahko uporabljamo brezplačno. Ker se na šoli zavedamo, da večina šol, pa tudi večina ljudi najverjetneje ne bo namenila
nekih finančnih sredstev za to, da bo takšno orodje kupila, smo tudi mi danes uporabili orodje Slido na osnovni ravni. Torej vse, kar bomo danes naredili, je narejeno z orodjem na osnovni ravni in je zato seveda tudi brezplačno. Zdaj, vsako orodje ima tudi neko omejitev, kolikokrat ga lahko v okviru posamezne predstavitve uporabite. Tako recimo ima Slido omejitev, da ga lahko brezplačno v posamezni prezentaciji uporabimo samo 5-krat. Torej moramo tudi to omejitev pri načrtovanju našega webinarja upoštevati. Zdaj vemo, da je tudi priprava prosojnic ima svoja pravila. Verjamem, da večina od vas ta pravila že pozna, pa vendarle dajmo si jih nekoliko pogledati. Zdaj prvo pravilo, ki ga velja omeniti, je to, da je za webinar potrebno pripraviti nekoliko več prosojnic, kot bi jih pripravili, če bi izvajali podobno predstavitev v razredu. Zaradi tega, ker je ne glede na to, koliko orodij vključujemo, koliko je interakcije na takšnem spletnem seminarju manj, kot bi je bilo v razredu, ker se tudi udeleženci manj angažirajo. Zelo pomembno je, da so prosojnice pripravljene enotno, torej da ni vsaka svoje barve, da so črke na prosojnicah torej enakega tipa, če se le da tudi enake velikosti. Če želimo, seveda lahko vključimo tudi logotip podjetja ali ustanove. Pomembno je, da imamo torej predstavitveno prosojnico, kjer je zapisano tudi ime izvajalca, datum in tako naprej. Zelo dobro je, da uporabljamo prosojnice, ki napovedujejo neko aktivnost udeležencev, torej da udeležence pripravijo na to, da se bo od njih pričakovalo, da bodo torej v tisti točki se preko kateregakoli orodja že v sam webinar vključili. Seveda je zelo potrebno paziti tudi na jezik, se pravi na prosojnicah naj ne bi bilo tipkarskih napak, tudi ne seveda slovničnih ali kaj podobnega. Zelo pomembno je, da prosojnice niso pretežke, torej da ne vključujemo tekstov v celoti, ampak izberemo nekaj poudarkov, torej uporabimo samo nekaj alinej. Pri uporabi grafičnih animacij seveda velja več je manj. Spomnim se, sem pač ta generacija, ko smo začeli uporabljati prezentacije v PowerPointu, na primer. PowerPoint je imel že od vsega začetka vgrajenih kar veliko različnih animacij. Poznamo, tekst se pripelje, pojavi, vrti, obrača, raste, se manjša in tako naprej. Ampak, in seveda smo jih prvič z navdušenjem uporabili, smo pa kasneje ugotovili, da takšnih animacij pri sami prezentaciji ni pametno uporabljati, ker odvračajo pozornost udeležencev. Potem se udeleženci ukvarjajo vsem tistim, kar se dogaja tam na PowerPointu, pozabijo pa, da je pravzaprav vsebina tista, ki je pomembna. Potem je potrebno uporabljati torej kontrastne barve. Če imamo temno ozadje, naj bodo črke svetle in obratno. Pomembno je, da so črke seveda dobro bralne. Potrebno je paziti tudi na barve, torej da ne uporabljamo preveč intenzivnih barv, ker tudi to bi udeležence odvračalo. Nekako velja pravilo, da na posamezni prosojnici naj ne bi bile več kot 3 barve in tudi te torej ne preveč intenzivne. Edino, kar je torej potrebno poskrbeti, je to, da je dovolj dober kontrast, da so prosojnice bralne. Zdajle smo nekako že torej načrtovali webinar, poznamo vsebino, naredili smo že prezentacijo, določili, kje in na kakšen način bomo vključevali udeležence, seveda pa to še ni vse. Pred webinarjem je potrebno narediti še tako. Pred webinarjem je potrebno orodje, ki ga bomo uporabljali, testirati.
Ne glede na to, kolikokrat smo že neko orodje uporabljali, vseeno je potrebno, da se orodje pred vsakim webinarjem stestira. Priporočamo, da nekje 30 minut pred samim začetkom vstopite in stestirate, ali vam vse deluje. Potem poskrbimo za primerna oblačila. Podobno kot velja na televiziji, velja tudi pri izvajanju webinarjev, da oblačila ne smejo biti preveč živahnih barv. Zelo problematična sta vzorca Pepita in Karo, ki torej motita in jih zelo težko gledamo. Potem moramo seveda paziti tudi, kam bomo namestili kamero. Namreč, če je osvetljenost za našim hrbtom, bodo udeleženci videli samo našo silhueto. Če bomo imeli kamero v oči, torej svetlobo direktno v oči, bomo seveda težko gledali. Tako je nekako torej potrebno malo tudi, bom rekla, na osnovi poskusov ugotoviti, kje je najprimerneje, da je postavljena kamera, glede na svetlobo, seveda, ki nam je v našem prostoru na voljo. In potem je seveda potrebno poskrbeti tudi zato, da je naš obraz nekako v centru, da nismo nekje na robu ali da nam pol glave manjka in kaj podobnega. Tudi to lahko seveda vse uredimo, ko testiramo. Ali ste na prejšnji prosojnici opazili kaj nenavadnega? Tisti, ki ste opazili nekaj nenavadnega, vas prosim, da dvignete palec. Kako bomo zdaj to naredili? Na traku spodaj boste našli zapis Reactions. In če boste kliknili na ta napis, boste lahko izbirali med emotikoni, med katerimi je tudi palec gor. Torej, na traku na dnu monitorja boste poiskali Reactions in boste dvignili palec. Poskusimo. Marsikakšen emotikon se zdajle tu trenutno pojavlja. Palčki zginjajo, pa jih je bilo že kar nekaj. Pa imamo takšen znak, pa kruhec, pa disketo. Končka, v redu. Prav je, da se tudi malce poigramo, nič hudega, pravzaprav preizkušamo orodje. No, poglejmo, kaj je bilo. Tukaj spodaj je en tak smešen ptič. Pravzaprav niti ne vem, če temu lahko rečemo ptič. Ampak, če v vaše prosojnice študentom, dijakom, udeležencem lahko nastavite tudi kakšno takšno sliko in potem v bistvu vidite, ali vam sledijo, ali so sploh opazili, da je bilo na prosojnici nekaj takšnega, kar morda tja ne sodi. Tudi na takšen način, se opravičujem, lahko preverjate, ali so udeleženci z vami, ali vam sledijo. No, zdajle bomo pa naredili kviz. In sicer, prosim vas zopet, da vzamete telefone in se prijavite. Zato, da bomo lahko izvedli kviz, se boste morali najprej prijaviti. Prijavite se lahko z vašim imenom, lahko pa seveda uporabite tudi nik, Marjetica, karkoli želite. Ko se bo dovolj udeležencev prijavilo, bom pa aktivirala kviz. Kar pogumno.
Tako, reševali bomo kviz, kaj vse je potrebno storiti pred webinarjem. Na voljo za reševanje, torej za izbiro pravega vprašanja, boste imeli 30 sekund, potem bomo pa tudi videli, kdo je zmagovalec, torej tisti, ki je najhitreje izbral pravilni odgovor. Evo, 30 sekund teče. Evo, čas se je iztekel. 96% je izbralo pravilen odgovor. Poglejmo pa še, kdo je bil tisti, ki je ta odgovor izbral najhitreje. Andrej, čestitam, 3 sekunde. Zmagali ste z res velikim naskokom. Jaz bom rekla tako, naši študenti imajo te kvize kar radi, njih se tako kar tekmovalni duh prebudi in potem res tekmujejo, kdo bo tisti, ki bo najhitreje odgovoril. Res je, da je zdajle hitrost odgovora bila najverjetneje v neki meri povezana še tudi s tem, kdo je bolj spreten pri uporabi morda mobilnega telefona, a ne, in je hitreje do tega prišel. Tako, zdaj smo pripravili pravzaprav vse, kar je potrebno, da lahko z webinarjem začnemo. Kaj pa med samim webinarjem? Torej, ob začetku webinarja udeležence obvestimo, da bomo webinar snemali, če ga seveda bomo. Udeležence pozdravimo, preverimo, če se slišimo, pojasnimo, na kakšen način bodo lahko udeleženci sodelovali, razložimo uporabo orodij, kar smo tudi mi storili tako sproti, predstavimo vsebino webinarja, predstavimo cilje webinarja, nekako protokol, na kakšen način bo zadeva potekala. Zelo pomembno je, da med webinarjem govorimo počasi in razločno. Seveda ne smemo govoriti prepočasi in preveč monotono, torej moramo paziti na intonacijo glasu, to sem omenila že v začetku, dobro je, če se držimo na smeh, ker se to v našem govoru tudi pozna. Lahko bi govorili zelo počasi in bi tako, to bi bilo za udeležence izjemno dolgočasno. Če bi govorili prehitro, bi nam udeleženci zelo težko sledili. Profesionalci celo svetujejo, da bi pri izvedbi webinarja stali, zato ker s tem sprostimo prepono in lažje dihamo in s tem takoj govorimo živahneje. Jaz moram reči, da je moja pisarna takšna, da mi še ni uspelo pozicionirati računalnika in monitorjev tako, da bi lahko zraven webinarja stala, verjamem pa, da mi bo tudi to uspelo. Ker smo torej svetovali, da naj bo predavatelj ves čas tudi prisoten na sliki, torej s kamero, lahko uporabljamo tudi geste. Ker ljudje smo že takšni, da jih tudi v razredu ali pa tudi, ko se pogovarjamo neformalno, gestikuliramo. Pomembno pa je, da teh gest ni preveč, da niso prehitre, ker bi bile za udeležence moteče. In še enkrat torej poskrbimo za interaktivnost. Poskrbimo, da bomo vsakih nekaj minut udeležence vključevali, da bodo skupaj z nami gradili ta webinar. Sami poznamo, torej zakaj bi bila ta interaktivnost pa tako pomembna. Jaz sem se tudi sama udeležila že kar nekaj webinarjev, pa moram priznati, da če sem v pisarni, me zelo hitro zapelje, sploh, če je vsebina morda malce dolgočasna ali ni webinar izpeljan tako, kot mora biti. Kadar sem v pisarni, me hitro zapelje, samo en mail še pogledam, pa ga že kar odgovorim. Kadar poslušamo webinarje od doma,
Pogosto se zgodi, udeleženci imajo vklopljeno televizijo, postanejo lačni, gredo po sendvič, samo kavo si naredim in tako naprej. Še posebej, kadar na začetku oznanimo, da bomo webinar snemali, udeleženci pogosto pomislijo, saj če bo pa kaj pomembnega, bom pa pogledal posnetek, pa si bom takrat to izpisal. Tudi sama sem že tako razmišljala. Ampak, če smo iskreni do sebe, kolikokrat smo potem šli gledati posnetke za nazaj. Verjamem, da ne prav velikokrat. In tudi zato je torej pomembno, da udeležence ves čas držimo, da so prisotni in da morajo tudi nekaj početi. Pa bomo zdaj tako malo za hec in malo zares preverili torej, kaj vi zdaj počnete. Vzamimo telefone in iskreno povejmo, kaj počnemo. Jaz bom rekla, da sem kot predavateljica današnja izjemno vesela, da vas je največ označilo, da poslušate in sodelujete pri webinarju. Poslušam webinar je že nekoliko nižja kategorija, že nas hitro zapelje. Verjamem pa, da bo kdo ugovarjal in bo rekel, vse lahko poslušam in sodelujem pri webinarju, pa jem sendvič zraven. Verjamem, tudi to se da. Seveda, če telefoniramo, potem prisotni nismo. Zdaj, kako to interaktivnost lahko zagotovimo? Nekaj je seveda povezano že s tem, na kakšen način bomo pripravili prezentacijo, na kakšen način bomo vključevali udeležence, torej preko teh orodij z kvizi, z izbiro odgovorov, pisanje besednih zvez, vključevanje z emotikoni, vključevanje z besedo in sliko. Ena od možnosti, da skupaj z udeleženci izgradimo morda kak miselni vzorec, je pa tudi uporaba bele table. Pa bomo sedaj uporabili belo tablo, za začetek torej samo navodilo. Vi boste, torej, ko bom vključila belo tablo, boste na vrhu ekrana poiskali View Options in na spustnem meniju Annotate. Poglejmo, če bo šlo. Bela tabla. Smo rekli View Options in Annotate. Odprl se vam bo en dodatni trak, kjer boste imeli različna orodja, s katerimi boste lahko risali po tabli. Recimo, narišemo lahko smešek. Lahko izberete tekst in boste imeli možnost tudi kaj natipkati. Lahko nam prispevate, evo srčko imam kar nekaj. In torej bela tabla je tudi ena od možnosti, da skupaj z udeleženci morda pripravite kak miselni vzorec, ker lahko to belo tablo tudi posnamete in jo pozneje tudi pri predavanjih uporabite. Poglejte, kakšna lepa tabla je nastala pri nas. Lepo je tudi, ko malo spustimo ven otroka v sebi, pa si damo malo duška. Tako, mislim, da smo vsi nekako že prispevali k temu vzorčku, ki ga smo tukaj naredili.
Tako, če se torej vrnemo k naši prezentaciji. Videli smo torej, da so tudi sami, kar za veseljem se vključili in prispevali k temu našemu vzorčku, ki smo ga narisali na belo tablo. No, zdaj morda, če še nekaj povemo o pravilih vključevanja v diskusijo. Torej, kot smo povedali na začetku, udeleženec naj dvigne roko, ampak resnično izkušnje so pokazale, da udeleženci izjemno neradi se vključujejo z glasom, kar je bilo zanimivo, da v preteklem letu in pol, ko je pravzaprav bilo teh webinarjev veliko in vedno več, se mi zdi, da so se udeleženci vedno manj radi vključevali z sliko in glasom in so se veliko bolj odzivali, če smo uporabljali najrazličnejša orodja. Tako, mi se bližamo že koncu webinarja. Torej, pomembno je, da zaključek webinarja nekako najavimo, da naredimo povzetek tega, kar smo se na webinarju naučili oziroma kaj so bili cilji webinarja. Preverimo zadovoljstvo udeležencev z webinarjem, povemo, kje bo objavljen posnetek, torej naj spomnim, posnetek bo objavljen na spletnih straneh Dobe, na zavihku Doba znanja. Če smo predvideli kakšne aktivnosti še po webinarju, recimo dijaki dobijo domačo nalogo, tudi te aktivnosti pojasnimo, se zahvalimo za pozornost in sodelovanje in potem izklopimo snemanje. Zdaj bom tudi jaz vas prosila, ker se nekako bližamo koncu webinarja, preden naredimo povzetek skupaj, da tudi sami zapišete, ali ste se naučili na današnjem webinarju kaj novega in kaj je to bilo. Tako lahko zapišete besedo, besedno zvezo, tudi stavek. No, vidimo, da je največ udeležencev današnjega webinarja izpostavilo orodje Slido, ki je, kot rečeno, eno izmed orodij, ki jih lahko uporabljamo. Zdi se mi fajn, da spoznamo čim več takih orodij, sploh zato, ker so, kot smo povedali, v brezplačni rabi omejeni, jih ne moremo uporabiti poljubno mnogokrat. Ja, da je priporočljivo vstati, to je zanimivo, vendar, če vam bo to omogočalo, bela tabla, miselni vzorec. Vesela sem, da ste se vsi nekaj naučili. Če bi pa kdo napisal, da se nič ni naučil, bi pa pravzaprav tudi se naučil vsaj to, da pravila izvajanja webinarja pozna in da so torej njegovi webinarji dobri. Evo, zdaj smo webinar pripeljali do konca, vendar nas čaka še nekaj aktivnosti. Torej, ko webinar zaključimo, je izjemno pomembno, da naredimo samo evalvacijo. Torej, da zapišemo, kaj je delovalo in kaj ni delovalo. Zapišemo, kako so recimo orodja za vključevanje sprejeli udeleženci, ali so se z lahkoto vključevali, ali je bilo potrebno nekaj dodatnih pojasnil, in vse to zapišemo. In ko se bomo naslednjič pripravljali na webinar, bomo vedeli, na kaj moramo biti še posebej pozorni, ali je potrebno kaj spremeniti,
ali je potrebno kaj dodati. Če smo udeležencem obljubili dodatna gradiva, dodatne informacije, in to seveda v najkrajšem času pošljemo. Torej vse, kar obljubimo, moramo tudi storiti. In če nekako zdaj naredimo nek rezime, ki smo ga prej naredili skupaj, torej, kdaj webinar doseže svoj namen? Webinar doseže svoj namen, kadar udeležence pritegnemo in kadar udeležence vključujemo. Še posebej, če spodbudimo torej skupinsko reševanje problemov, če udeleženci delijo ideje in mnenja med seboj in se drug od drugega tudi učijo. Tako, jaz bi vas prosila, torej, ali imate še kakšno vprašanje, bi želeli še o čem prediskutirati? Lahko seveda tudi zapišete v chat. Zdaj, če nekih dodatnih vprašanj ni, naj povem, da smo zmeraj na voljo. Ja, predstavitev, če želite, vam lahko na vaše elektronske naslove pošljemo. Če bi še želeli kdaj pogledati tako nekako kot opomnika, na kaj vse je potrebno biti pozoren. Potem bi vas pa za konec prosila, kaj bomo pokazali potem še tudi delitev ekrana, bomo pa zdaj najprej bi vas prosila, da še zadnjič vzamete v roke telefone in označite zadovoljstvo z današnjim webinarjem. 1 je najnižja stopnja zadovoljstva, 7 pa najvišja. Torej, jaz sem vesela, večina vas je bila z webinarjem zadovoljna, zato da ne bomo iskali, kdo želi prezentacijo ali ne, bomo današnjo prezentacijo poslali vsem na elektronske naslove. Vesela bom, če vam bo pri vašem delu kdaj še prišla prav in se boste spomnili, kaj vse je pravzaprav potrebno narediti, zato da lahko izpeljemo en tak morda 45-minutni webinar. Najlepša hvala, zahvaljujem se vam za vašo pozornost in s tem bomo tudi webinar zaključili. Morda pa še nekdo je želel, da pokažemo, kako lahko z udeleženci delimo namizje. Evo tako. Zdajle lahko udeleženci vidite moje namizje, kjer sem imela tako udeležence in pa chat, da lahko sproti vidimo, kaj se z udeleženci dogaja. Tudi tukaj lahko torej udeležence vidimo. Tako, jaz upam, kako se izklopi migetanje mojega videa. Ja, zato se vam opravičujem. To migetanje je
morda povezano tudi z samo internetno povezavo. Hvala, da ste opozorili, namreč jaz tega migetanja sama ne vidim. To migetanje je zaradi luči. Aha, ok, hvala. To je bil pa sedaj glas naše tehnične podpore. Tako. Hvala lepa in upam, da se vidimo še ob kakšni priložnosti. Ne, brez tehnične podpore pa ne gre, veste, to pa tudi, ko že znamo in ko smo to velikokrat izvedli, je vseeno dobro, da je kakšna tehnična podpora, ki je v ozadju. In naš Jure to opravlja odlično. Ga bom pohvalila tudi pred vsemi vami. Tako, hvala lepa in nasvidenje.